Po intuiciji bomo sedaj govorili o varni rabi, uporabi jajc, vezano na žal tragičen nedavni dogodek, ki se je zgodil na slovensko-hrvaški meji, ko je 5-letnik izgubil življenje zaradi salmonele. Veliko vprašanj se ob tem pojavlja, zato smo mi poklicali na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Od tam so nam poslali strokovnjaka, spoštovanega gosta, gospoda Pavleta Polaka. Dobrodošli, dobro jutro. Lep pozdrav, vsem dobro jutro. Jaz predlagam, da se midva kar lotiva zadeve, ker časa ni neomejeno. Bova midva tule jajca dala kuhati, pa enega bova spekla na uč. Odlično, jajc nam ne manjka, vidim. Ne, jih je, imamo jih tule v hladilniku, jaz bom kar enega vzel ven. Ja, Igor, veste kaj, če smo tukaj govorimo o teh zadevah, jajca ni najbolj priporočljivo imeti v vratih. Čeprav imamo take lušne predalčke doma vsi v hladilnikih, praktično, je pa problem, da mi tudi zaradi drugih stvari veliko odpiramo vrata gor-dol in seveda to ni dobro za jajca. Jajca morajo biti na konstantni temperaturi, tudi v trgovinah, vemo, vsi jih imajo zdaj v bistvu na policah, ker je slabo, če se jajca potem, ko grejo z trgovine na toplo, orosijo. Tako da priporočamo, to škatlo imaš pravilno, jajca morajo biti v kartonski škatli. Zakaj v kartonski škatli? Da ne onesnažijo drugih živil, da se sama ne vlečejo, vonjav, ker jajca so porozna, imamo mi zraven neko dišečo hrano, potegnejo to in pa na nek način tudi ne izhlapeva tako vlaga. Dobro, bom jaz tega kar vzel ven. Recimo bom tega, ki je umazan, najprej uporabil, da se ne bodo še ostale umazala. Tole bom potem pospravil. Ponavadi pogledamo škatlo v trgovini, a ne tudi kakšno ta jajca izgledajo. Samo uprat ga grem, z vodom. Ne, Igor. Jajce pa ne sme prati, niti drgant, niti čistiti. Zaradi tega, ker na temle, to je recimo blato, od kokoši lahko bi bila prisotna salmonela in če bomo mi zdaj to drgnili, čistili, lahko ta salmonela se pravi vlaga in vse pride skozi pore v notranjost. Tako jajce se vrže stran. Vržemo stran. Ravno tako, če je poškodovano. Lepše jajce. Jajce morajo biti vedno obrnjena v škatli z ostrim delom navzdol, koničastim, s tem omogočimo, da gre zrak gor in rumenjak ostane na sredini. To je pravilno. Dobro. Rekli ste nič pred, ga moram predno ga razbijem, ubijem, obrisati? Ne, vi ga kar ubijete. Pa paziti morate seveda, da ne boste s to lupino onesnažili notranjost jajca. Čim bolj previdno, ne. Vse mu gre dobro. Evo, takole, še takole po stilu babice. Aha, takole, ja, to ne. Ja, vse je treba porabiti, ali kako? A to je babica rekla? Ja, seveda, šparati je treba. No, ampak do te mere pa ne, da tudi en košček lupine pade noter, ne, tlele vidim. Igor, niste bili najbolj, babica pa moja to bolj nekako znala. Zdaj treba pa to ven dobiti, ne? Dobro, imamo žličke pripravljene. Žličko, ne z roko, ne, kakor bi najprej hotel mogoče. Ja, ki imam že umazane, bi res lahko. Ja, tako. Takole? Tako. Evo, uspelo. To je to, se pravi, kaj pa, mislim, to jajce je zdaj uporabno, užitno. Ja. Kljub temu, da je bila lupina notri. Vi ste lepo čistim pripomočkem to lupino dali stran, zdaj boste jajca toplotno obdelal. Samo da se zdaj znajdem. Do primerne temperature časa, tako da ne smije biti nobenega problema. Dobro, medtem pa midva povejva kakšno razliko, ne? Nekatere trditve pravijo, da so gosja, račja, prepeličja jajca bolj dovzetna za salmonelo kot kurja. Kaj je na tem? Ja, gledajte, mislim, v glavnem mi se orientiramo v teh debatah na ta kurja jajca. So najbolj pogosta, recimo račja jajca je treba tudi priporočljivo samo na trdo kuhati, 10 minut in tako naprej. Imamo tudi prepeličja jajca, največja od vseh jajc so nojeva, če že govorimo o jajcih, ampak mislim, kar se tiče teh, salmonela, lejte, nas je ta tragičen dogodek seveda razburil celo Slovenijo. To so živi organizmi, nikoli se ne ve, kaj se lahko zgodi, vendar če mi upoštevamo vsa ta osnovna higienska pravila, pravilno rokovanje,
ne bi smelo biti težav. Nekaj sem zasledil tudi, da odsvetujete uživanje surovih jajc, mislim tudi na pečenih, mehko kuhanih. To je zdaj, bom rekel, na splošno lahko rečemo. Uživanje surovih jajc, to je tako kot recimo tudi uživanje surovega mleka, obstaja določeno tveganje za zdravje, potencialno in seveda odvisno je od kakovosti jajc in seveda drugih živil, ki jih uživamo surova. Se tudi živila živalskega izvora, tatarski biftek, karpačo uživamo surova. Vsak, ki to uživa, se mora zavedati, pač, da tukaj majčken tvega, ne? Vendar, če mi z jajci pravilno ravnamo, moram reči, da v Evropski uniji je tudi nasplošno se je salmonela od letih 2008 do 2011 bistveno zmanjšala kot v bistvu posledica učinkovitih programov v perutninskih populacijah, tako da so seveda še primeri, se dogaja, ampak nasplošno situacija ni neka alarmantna. Zakaj, malo sem pogledal novice za nazaj, v veliko primerih se poroča o smrtih otrok zaradi salmonele. Zakaj ravno otrok? Kaj odrasli nismo toliko dovzetni ali zakaj? A veste, kako je... Kako pravzaprav salmonela deluje na telu? Pri teh zadevah je tako, mi imamo v bistvu neko normalno, zdravo populacijo, ki seveda v polni kondiciji, pa tudi občutljive skupine populacije, kot so majhni otroci, kot so starejši ljudje, kot so ljudje z težavami z imunskim sistemom in seveda pri takih so veliko bolj občutljivi. Medtem ko pri zdravih ljudeh lahko ena taka okužba sama po sebi zveni po par dnevih, lahko se pa zadeva zaplete tragično pri otroku, tako kot smo videli zdaj na Hrvaškem. So pa to primeri, ki niso pogosti, zelo redki v zadnjem času. Če imate kakršnokoli vprašanje, spoštovani, nas le pokličite nič 1-475-2020, nič 1-475-2021 za vsa vaša vprašanja, če jih slučajno imate v zvezi z jajci, salmonelo in tako naprej. Omenili ste že nekoliko na začetku, nakup jajc in sam transport do doma je kar pomemben. Dve vrsti hrambe jajc v trgovinah poznamo, ena so v hladilniku, ena so izven. Poglejte, to je dosti smo imeli že tudi pred kratkim oddaje, na splošno zakonodaja pravi, trgovci, ki imajo jajca v trgovski verigi, ki z njimi manipulirajo, jih slatišajo sem, tja, ta jajca ne smejo biti nahlajena, zato ker če pridejo seveda iz hladnega na toplo v naš prtljažnik od avtomobila, se orosijo, to, kako sem že rekel, in seveda potencialno lahko salmonela pride not. Mi, ko pa jih prinesemo domov, pa jih shranimo, tako kot sva videla z Igorjem, na neko najbolj mirno, hladno mesto, v neko hladilniku, v originalni embalaži in takrat bojo, če bojo nekje na 5 stopinj, tudi uporabna skozi svoj rok uporabnosti, ki ga imamo napisanega na embalaži. Ravno tako ste omenili tudi, da je pomembna škatla, v kateri to hranimo. Različne obstajajo, od plastičnih do nekih penastih, do teh kartonastih. Mi priporočamo, da se uporablja originalna, se pravi, ta kartonasta škatla, v kateri pač jajca lepo shranimo in bo za dobro jutro. Bo, evo, en pečen jajček. Se pravi, kartoni, telefon imava. Dobro jutro, kdo nas je poklical? Halo? Ja, dobro jutro. Sem jaz. Veste kaj, jaz bi pa vprašala tega vašega gospoda, koliko so tista jajca radioaktivna, ki so kure non-stop pod lučmi. Nesijo jajca. Zato, da lahko jedo. Hvala lepa za vaše vprašanje. Se pravi, poznamo več načinov reje. Poznamo veliko vrst reje in temu primerno seveda tudi različne cene teh jajc. Čim cenejša reja je, cenejša so jajca, baterijska reja, pač vemo kakšna je in to je pač jajca, ki so zrejena na baterijskih rejah, to so ponovadi tudi jajca, ki jih blagovne znamke prodajajo kot svoja. Hranilna vrednost jajc je enaka, ne glede na to, ali so iz baterijske reje ali so kakšne druge. Seveda, zdaj pa razno obsevanje z lučmi, ki se uporablja, pa ni vir radioaktivnosti. Radioaktivnost izhaja iz drugačnih virov, tako da tega problema tukaj nimamo.
Kako je z rokom uporabe? Pri marsikaterih živilih, sploh mlečnih, strokovnjaki tudi pravijo, ja, rok uporabe je naveden, ampak živilo je užitno in neoporečno še tudi dan, dva, tri potem. Kako je z rokom uporabe pri jajcih? Tle imamo različne vrste. Mi potrošniki moramo se zavedati, da ločimo, ko piše na nekem živilu uporabno do, ne vem, pri francoski solati, naprimer, to pomeni, da je do tistega dne pač to živilo lahko tudi v prometu, trgovec ga lahko prodaja in tukaj gre za živila, ki so hitro pokvarljiva, se pravi, jih moramo imeti v hladilniku. Nekatera živila so označene uporabno najmanj do. To so pa tista živila, ki, to ni vprašanje varnosti, ampak kakovosti in jih imamo mi lahko še precej časa doma, pač njihova kakovost začenja upadati, varnost pa tukaj ni problem. Jajca seveda so ponavadi uporabna tam 3 tedne pod pogojem, da jih imamo nekje na 5 stopinj. Lahko jih imamo tudi nekje v neki temni kleti. Seveda, čim so pa na sobni temperaturi, se ta rok v bistvu zmanjša za 1 teden. En trik obstaja, pravijo, za preveriti svežino jajca, da ga potopiš v toplo vodo, recimo v vodo, ni treba, da je topla. Kako pravzaprav potem vemo? Ja, tako je, da jajce v bistvu, ki je že staro, bom rekel, pride na površino. Potem so še drugi, da jih recimo na različne načine, to je zdaj preveč zapleteno, ampak nasplošno, če mi danes gledamo, jajca so tako osnovno živilo, tudi ne ekstremno drago, pogledamo ta rok uporabnosti, paziti moramo, da kupimo čim bolj sveža, ne da mi kupimo že stara, potem se pa sprašujemo, kaj smo dobili, čim bolj sveža. Zaključiti moramo. Tako, veliko so povedala, hvala lepa za vse nasvete. Tudi vam, srečno. Pa je vas zdaj to pojesti.